Neposredno po objavi osnutka zelene knjige korporativnega upravljanja v Evropski uniji, s katerim je Evropska komisija odprla javno posvetovanje in razpravo o možnostih za izboljšanje upravljanja družb v Evropski uniji, je Evropsko združenje delničarjev Euroshareholders izpeljalo odmevno novinarsko konferenco, kjer so predstavili projekt Eurovote. Eurovote is the new project, and this is a web-based platform that we offer to all private investors all over Europe. And it's a unique opportunity for shareholders to exercise their vote cross-border. So it's the very first time that this is possible at all. And we will start with 56 companies all over Europe where all shareholders can transfer their vote and exercise the vote at the general meeting. The Vienna Insurance Group has decided to partner with us, and we are in discussions with quite a few other insurers, for example Mercator of Slovenia, but many others. Novinarske konference so se udeležili številni ugledni predstavniki komisije in institucij Evropske unije, novinarji, strokovnjaki ter posamezni predstavniki nacionalnih združenj Euroshareholders, med njimi tudi predsednik VZMD. Nad tokratnim obiskom Bruslja smo lahko tudi slovenski delničarji, individualni investitorji zadovoljni, kajti najavljen je bil tako projekt Eurovote, ki bo omogočil glasovanje delničarjem na skupščinah, tudi s pomočjo Evropskega združenja delničarjev in 31 članic nacionalnih združenj, kakor tudi osnovne smernice in kodeks, po katerih se bo v okviru federacije na evropski ravni, kakor tudi posameznih nacionalnih združenj, odvijalo glasovanje na skupščinah delničarjev iz naslova združenj, ki so vključena. V sistem Eurovote bo v letu 2011 vključenih 76 najvidnejših delniških družb v Evropski uniji, med njimi tudi 3 iz Slovenije. Euroshareholders is the European Federation of Shareholder Association. It gathers about more than 30 national shareholder associations throughout all Europe, and that's about, in turn, 500,000 individual shareholders. And today is a very important moment, I think, for individual shareholders, because they show that they are taking action. They are very proactive with these projects of Eurovote 2011 and with the issuance and the release of pan-European voting policy. Hkrati pa smo seveda tudi to priložnost izkoristili, da so se slovenske družbe, ki so vključene in podpirajo program Investu Slovenija, lahko ponovno predstavile pomembnim sogovornikom, s katerimi smo se tokrat srečali. Nenazadnje so vse te priložnosti seveda do te mere pomembne in izjemne, da jih lahko ocenimo kot pripoznanost, ki je sicer družbe z domiciljem v Republiki Sloveniji težko dosegajo v drugih primerih in drugih predstavitvah. Predsednik VZMD je po konferenci obiskal tudi sedež Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja v Bruslju ter z direktorjem dr. Borisom Cizljem in njegovimi sodelavci izmenjal poglede, izkušnje in načrte povezane z dejavnostmi obeh združenj ter njunih programov Knowledge Economy Network in Investu Slovenija. Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje tukaj v Bruslu deluje zdaj že 12. leto. In se ukvarja seveda, tako kot je bilo tudi ustanovljeno, s tem, da zastopa interese slovenskega gospodarstva, raziskovalne sfere in tudi lokalnih skupnosti. Med našimi 24 člani skratka imamo in podjetja iz industrijskega področja, storitvenega, raziskovalne inštitute, univerze in fakultete in 5 mestnih občin. Glede na tako pestro strukturo članstva, seveda je naša naloga zahtevna v tem smislu, ker moramo spremljati precejšen del evropske zakonodaje,
o kateri obveščamo naše člane in jih skušamo seveda zato pravočasno pripraviti na tisto, kar jim bo nova zakonodaja naložila kot dodatne oziroma nove obveznosti in pogoje poslovanja in delovanja. Opozorimo člane na nek pomemben dogodek ali povzamemo ugotovitve in zaključke nekih ključnih dokumentov, ki so jih sprejeli evropske institucije, ali pa opozorimo na neke nove programe, ki se odpirajo, za katere imajo možnost se vključiti in sodelovati.